Lepo pozdravljeni v prvi epizodi podcasta Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V našem prvem podcastu se bomo pogovarjali o okužbah s HPV, o tem, katere bolezni povzročajo, kako se lahko zaščitimo in o razlogih za in proti cepljenju. Vsako leto namreč pozivamo starše šestošolcev k cepljenju otrok proti HPV, da je prav cepljenje najučinkovitejša zaščita proti okužbi. Zavedamo pa se, da odločitev za cepljenje otroka ni vedno lahka in so starši lahko tudi v stiski, zato upamo, da bo današnji pogovor v pomoč vsem, ki iščete informacije. Da boste dobili ustrezne odgovore in se lažje odločili, da svojega otroka zaščitite proti okužbo s HPV in morebitnimi težavami, ki bi jih lahko imel zaradi okužbe v odrasli dobi. Naša današnja sogovornica je Nadja Šinkovec-Zorko iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tudi v letošnjem šolskem letu bo potekalo cepljenje šestošolcev proti HPV. Pa bi morda za začetek najprej spregovorili o tem, kaj je HPV in kaj sploh povzroča. Ja, zdaj HPV to je kratica za humani oziroma človeški papiloma virus. Zdaj obstaja več različnih genotipov HPV virusov. In okužbe s HPV virusi so najbolj pogoste spolno prenosljive okužbe v Sloveniji in v svetu. Praktično večina spolno aktivnih oseb se vsaj enkrat v življenju sreča s to okužbo, se pravi, se okužijo s HPV. Pri večini oseb te okužbe sicer ne povzročajo nobenih simptomov oziroma nobenih težav, lahko pa nekateri genotipi HPV povzročajo določene bolezni in sicer lahko povzročajo genitalne bradavice, potem lahko povzročajo papilomatozo grla, to so taki bradavičasti izrastki grla, povzročajo pa lahko še nekatere bolj resne bolezni in sicer raka materničnega vratu pri ženskah in pa tudi nekatere druge rake spolovil, tako pri ženskah kot pri moških, potem pa tudi raka anusa in pa raka ustnega dela žrela, tudi pri obeh spolih. In te bolezni lahko preprečimo cepljenjem. Za koga je cepljenje priporočljivo in kako se izvaja? Se pravi, povedali smo že, da se cepijo šestošolci, zakaj v 6. razredu? In ne prej, recimo? Ja, zdaj cepiva pravzaprav so registrirana za osebe od 9. leta naprej. V Sloveniji pa poteka cepljenje proti HPV v okviru nacionalnega programa cepljenja pri mladostnikih in pa mladostnicah v 6. razredu osnovne šole, se pravi od lani naprej. Proti HPV cepimo tudi dečke v 6. razredu, deklice smo cepili že od leta 2009-10 naprej. In sicer v 6. razredu, se pravi v tej starosti, je cepljenje proti HPV tudi najbolj učinkovito in je zaščita po cepljenju tudi največja. Ker zelo pomembno je, da se cepijo mladostniki in pa mladostnice pred začetkom spolne aktivnosti, ker ko pač so enkrat mladi spolno aktivni, zelo hitro običajno pride do okužbe s HPV in ko je okužba s HPV enkrat že prisotna, jo pa s cepljenjem ne moramo več zdraviti oziroma preprečiti okužbo, ki je že prisotna. Tako da je res zelo pomembno, da se mladi zaščitijo, se pravi, še pred začetkom spolne aktivnosti, idealno v 6. razredu. Takrat je tudi imunski odziv na cepljenje najboljši in takrat za zaščito zadostujeta 2 odmerka cepiva. Potem kasneje, pri večji starosti, se pravi po 15. letu, so pa za zaščito potrebni 3 odmerki cepiva. Sicer pa je cepljenje proti HPV priporočljivo za mlade do 26. leta. Tako za dekleta kot za fante, ne? Ja, tako za dekleta kot za fante.
Ampak s cepljenjem dečkov smo začeli šele v lanskem šolskem letu, v shemi brezplačnega cepljenja. Zakaj šele sedaj, ker nekaj časa smo cepili brezplačno samo deklice? Ja, zdaj to, da je okužba s HPV povezana z nastankom raka materničnega vratu, je znano že kar nekaj časa. To je pravzaprav odkril nemški zdravnik Harald Surhausen v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Potem kasneje se je pa izkazalo, da okužbe s HPV lahko povzročajo tudi nekatere druge rake. Se pravi, ne samo raka materničnega vratu, ampak tudi druge rake na spolovilih, naprimer raka vagine, raka zunanjega spolovila pri ženskah, potem tudi rake pri moških, kot je naprimer rak penisa, pa pri obeh spolih raka anusa, pa ustnega dela žrela. Se pravi, kasneje je postalo jasno, da okužba s HPV se pravi ne povzroča samo bolezni pri ženskah, ampak tudi pri moških. Zdaj v začetku je bilo cepljenje usmerjeno predvsem v zaščito deklic oziroma žensk, zato ker je v bistvu breme teh okužb največje pri ženskah, ker je bilo največ raka, prav raka materničnega vratu, ampak v bistvu kasneje se pa je ugotovilo, da je kar precej teh rakov tudi pri moških, in pa seveda potem so tudi raziskave pokazale, da je to cepivo, da so ta cepiva imunogena in pa varna tudi pri moških, tako da se je potem nekako vedno več držav nekako odločilo, da bodo proti HPV zaščitile tudi dečke. In tem državam se je priključila tudi Slovenija z lanskim letom, tako da od lanskega leta cepimo tudi dečke. Zdaj še to povem, s cepljenjem pač lahko zaščitimo tudi dečke, se pravi moške, pred vsemi temi boleznimi, ki jih HPV lahko povzroča. Poleg tega je pa zelo pomembna tudi visoka precepljenost tako mladostnic kot mladostnikov, ker za visoko precepljenostjo lahko dosežemo kolektivno imunost in s tem preprečimo širjenje teh genotipov, ki so vsebovani v cepivu v populaciji mladih. S tem pa lahko seveda preprečimo rake, ki jih povzročajo HPV v tej populaciji. In raka materničnega vratu lahko pa prav odpravimo. Rak materničnega vratu je namreč prvi rak, ki ga lahko z dobro precepljenostjo in pa z dobrim, obiskom presejalnega programa zgodnjega odkrivanja raka materničnega vratu v bistvu izkoreninimo dobesedno. Se pravi, to je tudi eden poglavitnih razlogov, zakaj je cepljenje dečkov in deklic zelo priporočljivo, za vse. Kako je pa z neželenimi učinki, kako pogosti so kakšne posledice, to je pač vprašanje, ki bo zanimalo vse starše, ko se bodo odločali za to, ali se bo njihov otrok cepil, kako varno je cepivo. Ja, zdaj v svetu v bistvu je bilo razdeljenih že več milijonov oziroma več 100 milijonov odmerkov cepiv proti HPV in varnost cepiv se pravzaprav od začetka izvajanja cepljenja proti HPV ves čas spremlja. Spremljajo ga tako države, ki cepljenje izvajajo, spremljajo ga agencije za zdravila po državah, spremlja ga Evropska agencija za zdravila, Svetovna zdravstvena organizacija, pač varnost se res ves čas spremlja in pravzaprav do zdaj so vse raziskave in pa tudi vsi podatki iz programov cepljenja po svetu, ki potekajo, so pokazali, da so ta cepiva izjemno varna in da ni prav nobenih zadržkov, varnostnih zadržkov, da se cepljenje pač proti HPV ne bi izvajalo. Zdaj seveda, tako kot vsa cepiva, lahko tudi cepiva proti HPV povzročajo določene neželene učinke.
So pa ti neželeni učinki pogosto pač blagi in prehodni. Zdaj najpogostejše so lokalne reakcije na mesto cepljenja, to je tista klasična rdečina, oteklina, bolečina na mesto cepljenja in pa možni so pač blagi splošni oziroma sistemski neželeni učinki, kot je na primer povišana temperatura, glavobol, kakšna utrujenost se lahko pojavi po cepljenju, slabost, omotičnost. Pri mladih dekletih je lahko tudi sem pa tja kakšna omedlevica ob cepljenju zaradi strahu pred iniciranjem cepiva. Zdaj zelo redko se pojavi kakšen malo bolj resen neželen učinek, kakšna recimo, malo bolj izražen glavobol ali pa malo bolj izrazit lokalen neželen učinek, ki zahteva pač opazovanje v bolnišnici. Ampak moram pa povedati, da v Sloveniji pač spremljamo neželene učinke od začetka izvajanja cepljenja in do zdaj so še prav vsi neželeni učinki, ki so bili prijavljeni, izveneli v nekaj dneh brez posledic. Do zdaj tudi še nismo imeli nobene hujše, take resnejše, nevarnejše alergijske reakcije, se pravi anafilaktične reakcije prijavljene v Sloveniji, tako da lahko rečemo, da so ta cepiva res zelo varna. In verjetno tudi zelo dobro raziskana. Ja, in tudi zelo dobro raziskana. Pa vendar, ko iščemo informacije o cepljenju, ko se odločamo ja ali ne, lahko na spletu naletimo na informacije, ki navajajo recimo, da so na Japonskem pred leti odsvetovali cepljenje deklic proti HPV, lahko najdemo informacije o številnih tožbah in vse to pri ljudeh nekako vnaša neko zmedo, nezaupanje, strah in pa dvom v to cepivo. Ja. Ali te informacije, starši se bodo pri teh informacijah zelo ustrašili in lahko zaupajo tem informacijam, kje najdejo tiste prave informacije, ko se odločajo za cepljenje? Ja, zdaj na spletu kroži seveda ogromno nekih informacij. Veliko je tudi pač nepravilnih informacij, dezinformacij, zavajajočih informacij. Zdaj pogosto tudi nasprotniki cepljenja pač objavljajo neke pač nepreverjene, neresnične, zavajajoče informacije. Tako da, na primer, to, ko ste omenila, tudi ta primer, recimo Japonske, pred leti se je na Japonskem, malo potem, ko so začeli s programom cepljenja, so se v medijih pojavljale pač nepreverjene novice o nekih neželenih učinkih po cepljenju pri teh mladih dekletih in v bistvu to je tako zelo prestrašilo javnost, da je bil pritisk javnosti tako velik, da so v bistvu se odločili začasno prekiniti cepljenje in pač bolj raziskati te neželene učinke, o katerih so pač mediji poročali. Se je pa potem na koncu izkazalo, da ti neželeni učinki v bistvu niso bili povezani s cepljenjem in tudi v bistvu, ko so pregledali raziskave, se je ugotovilo, da pač ti neželeni učinki niso povezani s cepljenjem, tako da Japonska je lani ponovno uvedla cepljenje proti HPV v svoj program. Tako da jaz vsem staršem v bistvu svetujem, da informacije iščejo pri preverjenih virih, se pravi na spletnih straneh uradnih zdravstvenih inštitucij, ne na nekih forumih, ne na nekih laičnih spletnih straneh. Tudi recimo lahko vprašajo, če imajo kakšno vprašanje, lahko vprašajo izbranega zdravnika za več informacij. Tudi na spletni strani NIJZ imamo kar precej informacij o cepljenju proti HPV, pa o okužbah, pa o raku materničnega vratu. Naprimer tudi na spletni strani presejalnega programa Zora bojo našli informacije, pa naprimer na spletni strani Zveze slovenskih društev za boj proti raku je precej napisanega o tem. In pa seveda lahko iščejo tudi na tujih spletnih straneh, priporočam predvsem spletno stran Svetovne zdravstvene organizacije, pa naprimer ameriškega CDC, Center for Disease Control, recimo,
pa Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ECDC in tako naprej. Imajo klinika, recimo, ima tudi precej takih relevantnih informacij, dobrih, kakovostnih. Tako da pač pomembno je, da ko iščemo informacije, da iščemo informacije na pravem mestu. Prav verodostojne. Ja. In potem lahko tudi deklice in starše malo pomirimo, se pravi, cepljenje pri deklicah ne povzroča neplodnosti ali prezgodnje menopavze, ker to je eden izmed argumentov za necepljenje. Ja, cepljenje seveda ne povzroča neplodnosti in tudi prezgodnje menopavze ne povzroča. Nasprotno, pravzaprav cepljenje na nek način varuje žensko plodnost in pa pravzaprav tudi moško, zaradi tega, ker preprečuje bolezni rodil. In naprimer predrakave spremembe ali pa rak materničnega vratu, ki ga povzročajo okužbe s HPV, zahtevajo invazivno zdravljenje. In to invazivno zdravljenje teh pač predrakavih sprememb in raka lahko ima za posledico tudi naprimer prezgodnji porod, pa splav, pa nizko porodno težo. Recimo bolj invazivne metode zdravljenja, recimo prav raka materničnega vratu, pa lahko zapuščajo v skrajnem primeru tudi neplodnost. Tako da v bistvu cepljenje pravzaprav zaščiti. Ravno obratno. Ja, ravno obratno. Ampak če se cepimo, to še ne pomeni, da se ne moremo okužiti z virusom HPV. Ja, cepljenje, pravzaprav cepivo, ki ga imamo v Sloveniji, imamo 9-valentno cepivo, ki zaščiti proti 9 genotipom HPV. Se pravi proti 2 manj nevarnima genotipoma HPV, ki povzročata večino oziroma več kot 90% genitalnih bradavic, in pa proti 7 nevarnejšim genotipom HPV, ki pa povzročajo več kot 90% raka materničnega vratu in pa pač tudi en velik delež teh drugih rakov, ki sem jih naštela prej. Ne zaščitijo pa cepiva čisto proti vsem genotipom HPV. Se pravi, z določenimi genotipi, ki jih cepivo ne pokriva, se tudi, če smo cepljeni, kljub vsemu pač lahko okužimo, so pa ti genotipi veliko bolj redki in zato je pač pomembno, da se tudi cepljena dekleta še vedno redno udeležujejo presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu, se pravi vzore, zato da pač, če pride slučajno do okužbe s temi preostalimi genotipi HPV, da pa se pač tista okužba oziroma posledice te okužbe dovolj zgodaj odkrijejo. Sicer pa cepiva pač zelo učinkovito preprečijo pa bolezni, ki jih povzročajo pa ti genotipi, ki so vsebovani v cepivu. Naprimer, ena študija je bila lani narejena na podatkih iz Velike Britanije, ki je pokazala, da je pri dekletih, ki so se cepila, se pravi dovolj zgodaj pred začetkom spolne aktivnosti, tam pri 12 do 13 let, da je bilo preprečenih kar 87% raka materničnega vratu s cepljenjem. Koliko deklic v Sloveniji pa se odloči, je cepljenih oziroma koliko se jih odloči za cepljenje? Zdaj v lanskem šolskem letu, zdaj to so preliminarni podatki, še ti čisto prvi podatki, v lanskem šolskem letu se je proti HPV s prvim odmerkom cepiva cepilo okrog 50% deklet, se pravi polovica, dečkov pa okrog 27%. Zdaj z drugim odmerkom se jih je pa cepilo kar precej manj, zato ker je lani zaradi pandemije COVID-19 prišlo do zamika v izvedbi cepljenj. Se pravi, lani je bilo precej bolezni,
v lanskem šolskem letu, pa izolacije, pa karantene, pa šole nadaljavo, pa spremenjeno je bilo delovanje zdravstvenega sistema, tako da določena cepljenja so se malo zamaknila, tako da ta dekleta in pa dečki, ki v lanskem šolskem letu še niso prejela drugega odmerka cepiva, bodo cepljena zdajle v letošnjem šolskem letu. Jaz upam, da čim bolj kmalu, tako da bodo čim prej zaščitena. Pa so ti naši podatki o precepljenosti primerljivi z ostalimi, recimo evropskimi državami? Ja, zdaj v Evropi, druge evropske države imajo v bistvu zelo različno precepljenost, tako da nekje Slovenija je, bi lahko rekli, nekje v evropskem povprečju po precepljenosti deklic proti HPV, sicer pa nekako najboljše države v precepljenosti so skandinavske države. Na Norveškem, na primer, je kar 90% oziroma celo več kot 90% deklic precepljenih proti HPV, pa tudi dečki recimo so precepljeni v 90%, Švedska, Danska recimo imajo vse nad 80% precepljenost deklic, tako da upam, nekako si želim, da bi se tudi v Sloveniji zgledovali po teh državah in da bi še izboljšali precepljenost proti HPV. Da bi se tudi v Sloveniji ta trend cepljenja malce dvignil. Ja. Kako je pa z zamudniki, se pravi tisti učenci, ki v 6. razredu niso bili cepljeni, pa se morda za cepljenje odločijo kasneje? Kje se lahko cepijo in ali se sploh potem še lahko cepijo? Ja, seveda. Tudi zamudnice in pa zamudniki se lahko cepijo proti HPV. Zdaj, da povem najprej, kdo so zamudniki, pa kdo so zamudnice. Zamudnice so tista dekleta, ki so obiskovala 6. razred v letu 2009-10, se pravi takrat, ko je bilo cepljenje proti HPV za deklice uvedeno v program, ali so pač obiskovala 6. razred kasneje, v kasnejših letih, se pravi, ko jim je pripadalo to cepljenje, pa se zaenkrat še niso odločila za cepljenje. Vsa ta dekleta se lahko cepijo tudi kasneje, pač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. No, dečki zamudniki so pa tisti dečki, ki so v lanskem šolskem letu obiskovali 6. razred, se pravi lani, ko je bilo cepljenje za dečke uvedeno v Sloveniji, pa se še niso odločili za cepljenje, se pa tudi lahko še cepijo kasneje, se pravi še vedno v letošnjem letu se lahko cepijo. Tudi za njih je cepljenje financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, sicer pa se lahko cepijo pri svojem izbranem pediatru ali pa šolskem zdravniku, pa recimo tista dekleta, ki so že malo starejše, ki so že študentke, naprimer se lahko cepijo pri študentskih zdravnikih. Potem cepljenje izvajajo tudi še nekateri drugi zdravniki, naprimer izbrani zdravniki družinske medicine, ginekologi nekateri. Zdaj samo plačniška cepljenja za tiste malo starejše so pa možna tudi v ambulantah za cepljenje na NIJZ, pa tudi še nekateri drugi zdravniki pač to izvajajo. Zdaj večkrat se na nas obrnejo z vprašanjem, kako je z odraslimi ženskami. Recimo odrasla ženska, ki ima stalnega partnerja, ni bila cepljena, a je smiselno, da se cepi pri recimo 27 letih? Ja, zdaj mi priporočamo cepljenje predvsem za mlade do 26. leta, ker pač pri njih je večja verjetnost, da ali do okužbe še ni prišlo, ali pa da so se mogoče okužili s kakšnim genotipom proti HPV, genotipom HPV virusa. Zdaj pri starejših ženskah se pa pač to presoja, glede pač je pa to čisto individualna presoja, pač odvisno od tega, koliko je ženska izpostavljena takšni okužbi. Zdaj mogoče kakšna ženska, ki je v neki dolgotrajni, stalni partnerski zvezi, kjer ni možnosti za neke tretje osebe izven zakonske, odnose. Takšna ženska ima na primer zelo malo možnosti, da bi se okužila s HPV in je cepljenje pač pri njej malo manj smiselno. Zdaj
mogoče pri nekomu drugemu, ki ima večje tveganje za okužbo, je pa pač tako cepljenje še vedno mogoče smiselno, ne. Je pa treba povedati, da proti tistim genotipom, s katerimi je oseba že okužena, proti tistim genotipom HPV pač cepivo ne more več zaščititi, ne, ker cepivo lahko zaščiti pred okužbo, ko je okužba že enkrat prisotna, take okužbe pač ne more zdraviti, ne. Tako da je pač učinkovitost cepljenja je tukaj malo manjša, ampak lahko pa še vedno cepljenje zaščiti pred okužbo z drugimi genotipi, ki so v cepivu, pa oseba še ni bila z njimi okužena. Kaj pa moški, ki imajo spolne odnose z moškimi? Za njih tudi priporoča cepljenje? Ja, seveda, tudi moškim, ki imajo spolne odnose z moškimi, seveda se priporoča cepljenje, ker pač okužba se pojavlja tako pri ženskah kot tudi pri moških in se lahko pač okužimo od moškega, od ženske, pač vsi lahko prenašajo to okužbo na druge, tako da seveda tudi njim se cepljenje zelo priporoča. Ja, najlepša hvala. No, jaz mislim, da so naši poslušalci dobili kar nekaj odgovorov. Sicer pa za več informacij lahko še vedno obiščejo našo spletno stran, kjer imamo še dodatne informacije. Pa bi morda vseeno za zaključek, kaj bi svetovali staršem, ki so se znašli pred odločitvijo, ali cepiti svoje otroke proti HPV ali ne. Morda neka zaključna misel. Ja, jaz vsekakor zelo toplo priporočam cepljenje proti HPV za svoje otroke staršem, ker imamo na voljo res učinkovita in varna cepiva, ki ščitijo pred okužbo, ščitijo pred predrakavimi spremembami, pred rakom materničnega vratu, drugimi raki spolovil, zadnjika, ustnega dela žrela, pred genitalnimi bradavicami, pred papilomatozo grla, se pravi, zaščitijo pred eno celo paleto bolezni, pred eno celo paleto rakov, tako da jaz mislim, da je res korist tega cepljenja res velika, no, tako da si rečem, kaj bi si človek še drugega želel kot cepivo proti kar enim velikim številom raka, no. Tako da res vsekakor cepljenje priporočam, pa res priporočam, da ga opravijo dovolj zgodaj, ker je takrat res najbolj učinkovito, tako da idealno je res v 6. razredu. V 6. razredu. Najlepša hvala za vse te odgovore in resnično upam, da smo podali tiste glavne informacije in da se bodo starši odločili za cepljenje. Najlepša hvala. Ja, hvala tudi vam. Če imate glede okužbe s HPV in cepljenjem še kakšno vprašanje, na katerega danes nismo odgovorili, vas vljudno vabim na našo spletno stran, kjer boste našli še več informacij. Lahko pa nas spremljate tudi na družbenih omrežjih, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn in nam seveda pošljete vaše vprašanje. Trudili se bomo, da bomo nanj tudi čim hitreje odgovorili. Hvala, ker ste nas poslušali. Z vami sem bila Katja in se že veselim naslednjih epizod. V komentarju pa nam lahko napišete, o katerih temah in s katerimi strokovnjaki bi želeli, da se pogovarjamo naslednjič. Vsi vaši predlogi so dobrodošli. Hvala za poslušanje in lep pozdrav do naslednjič.